Dragi moji, dragi profesor Pohleven, čestitam za vztrajnost. Tukaj sem kot založnik najstarejše oziroma še edino živeče lesarske revije v Sloveniji, Lesarski utrip, 20 let že izhaja. Trenutno kot delavec na projektu Mesto iz kartona v bivši tiskarni Mladinske knjige in velik zagovornik vizije Mesto Slovenija, ki vas ne bom niti spraševal, iz česa naj bi bilo. Moje predavanje na kratko je posledica nastopov sveta slovenske institucionaliziranega lesarstva, pri katerih predavanjih je umanjkala beseda vizija. Veliko se je govorilo o strategijah, no, in ta neka sprovociranost je zdaj vidna v tem, kar sem sestavil čez vikend. Samo narod, ki mu uspel zavestiti razsežnost lastnih moči in udejanjati svoj kulturni in gospodarski intelekt, ima prihodnost. Slovenija se je osamosvojila brez osamosvojitvenega koncepta in vizije ni. Slovenija, država, ki nima vizije, je kolonija. Kaj pa je vizija? Tam je všeč dalekosežna zamisao ili predođba o željenom i predvidljivom razvoju događaja ili pothvata. Angleško vision statement is a declaration of organization's objectives ideally based on economic foresight in deep to guide its internal decision making. Viki slovenskega prevoda za vizijo nima. Jaz bi nakratko rekel, vizija je cilj, strategija je pot. Zakaj je sploh vizija? Vizija omogoča razvoj boljših poslovnih strategij za doseljene cilje in povečuje produktivnost. Vizija pokaže smer, pove, kje se vidimo v bližnji in daljni prihodnosti, navdušuje in motivira, zelo pomembno. Kar je pa še najbolj pomembno, je pa to, da vizija združuje onkaj profita zasebnih interesov, usmerjena je k dolgotrajnim učinkom za družbo, zaposlene, panogo, gospodarstvo in okolje, ampak vsem tisto profita in zasebnih onkraj tega interesa. Zakaj pa Slovenija nima vizije? Zakaj smo the rest namesto the west, to, kar je v nekaterih predavanjih in v intervjujih že povedala nam dobro znana antropologinja dr. Vesna Vuk-Godina. Ona pravi tako, večina Slovencev in Slovenk po mojem sploh ne ve, kaj se nam dogaja. Večina misli, da se nam dogaja spreminjanje Slovenije v razvito kapitalistično družbo zahodnega tipa, torej westernizacija, ki se nam seveda ne dogaja. A so ljudje kljub temu prepričani, da se nam dogaja prav to, in to tako zelo, da ne vidijo tistega procesa, ki se nam dogaja že vse od osamosvojitve dalje in ki ga že četrt stoletja intenzivno živimo. Vsi po vrsti, brez izjeme, torej refeudalizacija slovenske družbe. In to me je zanimalo, zakaj do tega prihaja v Sloveniji. In sem pač poskušal nadaljevati in iskal odgovore. In ona zopet pravi, ena ključnih značilnosti tega procesa, namreč razpadanje širšega družbenega sveta v manjše partikularne socialne svetove domačij, ki danes niso več dobesedno domačije, ampak domačije, torej socialne skupine, ki povezujejo svoje člane po logiki zagotavljanja skupnega preživetja. Vprašajmo se, ali smo trenutno v fazi, da moramo poskrbeti, ne glede na cilj, samo za lastno preživetje. Smo. In tako delujemo Slovenci od nekdaj. Torej socialne skupine, za katere uporabljamo vse sredstva, brez zadržkov, ne oziraje se na zakone in zakonitost in ne oziraje se na strategije, ki preživetje zagotavljajo. V tej igri je dovoljeno vse. Hkrati pa ta igra zaradi zapiranja, to je pomembno, zaradi zapiranja posameznikov v majhne partikularne svetove vključuje zaslepitev za celoto in zato ni vizije. Nerazumevanje dejstva, da so ti razdrobljeni partikularni svetovi v resnici so odvisni drug od drugega, da tvorijo širši družbeni svet, ki mu vsi brez izjeme dolgujejo preživetje ali vsaj sredstva za preživetje. Gremo naprej. Primer, kako nimamo vizije, Expo Milano 2015. Si kdo strinja z mano?
Ste pozorni? Krasna arhitektura. Spredaj Hit Casino, Adria Mobil in gostinstvo Jezeršek skrivajo celotno vizuren objekt, ki je krasen, ki je enkratno delo strokovnjakov, kot je Bruno, Lumar hiše, ampak s tem zakrivamo našo vizijo in zakrivamo, povemo tisto, kar smo, da nimamo vizijo. Zelo na kratko, smo pa na glavni ulici. Kako ubijamo vizije mesto športa, Kamniška smodnišnica, to je tema, ki je tukaj ne bom na globoko razlagal, ampak čisto konkretno v OPN-ju še pod Smolnikarjevim vodstvom, bivšim županom, je bila sprejeta filozofija, da bo na 70 hektarov zemljišča na pragu Kamniško-Savinjskih Alp stalo mesto športa. Športa, kjer bodo vsi hodili trenirati, vse svetovne reprezentance. Prišle so volitve, nova občinska oblast, OPN je zbrisal vizijo mesto športa in pokazal, da je Slovenija premajhna za ambiciozne projekte. Smo pripravljeni na les, to je danes tema. Jah, ne vem. Ko sem se spravljal na študij, česarkoli že, je oče rekel, tudi lesa seveda. Rekel, sine, Slovenija les prid, tam ti bomo službo zrihtali. Pa, ker Slovenija les, novo les, novo mesto. Kam naj se zaposlijo danes inženirji lesarstva? Kje je še kakšna industrija? Koga izobražuje ta fakulteta? In za koga? Da boš ti delati v tujini mogoče. To je vizija. Torej, Slovenija je nekoč imela močno lesno industrijo, pa tudi na račun zaščitenega trga, po osamosvojitvi so se pojavile igre, dramatično spremenile, od takrat se slabo upravljajo pohlep in pomanjkanje družbe dejavno pravijo na kolena. Večina velikih igralcev je izginjala in z njimi na tisoče delovnih mest, vse to je zgodovina, to vemo, to se ponavljamo, zdaj je čas za spremembe na bolje. Ta industrija in morda celotna država potrebuje navdihujočo vizijo in na to začetek njenega uresničevanja z dušo, z doslednostjo, s profesionalnimi standardi in procesi, s prizadevanjem za odličnost. Pa poglejmo, kaj tuje delajo v tujini. Zelo na kratko. Danska razvija trend eco-efficient technology. Norveška. Norway is to be a model country in a value-creating, processing and new application of timber. Ok. Švedska, Tresta, to boste vedeli, tisti, ki se Švedi ukvarjate. Torej, so postavili v epicenter mesto iz lesa in sopet govori, kaj pomeni pozicioniranje mesta na Švedskem. Ampak poglejte Fince. Do 2030 bomo potrebovali 50% več hrane, 45% več energije in 30% vode. In so razvili pojem, oziroma zastopajo pojem, ki se mu reče bioekonomija.
Kje je tukaj lesarska strategija na prfincih? Welcome to the land of bioeconomy, the future of sustainable economic growth and well-being, also called Finland. Finland has a long history of producing timber and other wood-based products, which is no surprise since over 70% of Finland is covered with forest. And today our forest growth is much more than what is utilized. We're also known for our high level of education, science, and technology. Being a small country, we've always relied on thinking smart about resources. Today, Finland is at the forefront of bioeconomy, using renewable resources for producing materials, energy, services, and new products. The bioeconomy is sustainable, efficient, and innovative. For example, wood-based clothing materials such as viscose or iron cell fibers can be used instead of cotton. And composites made from cellulose fibers are a great replacement for plastics. With skills in biotechnology and refinery, we have brought about sustainable solutions ranging from cosmetics to heating and transport fuels. We can even make buildings store carbon instead of releasing it. And these are just a few examples of bioeconomy innovations created in Finland. Sharing and combining the knowledge of all these innovations has been the key to helping Finland become a superpower of the bioeconomy. We will deliver a sustainable future. Are you in need of something that can be solved by means of sustainable bioeconomy? Just call out for a Finn. Kakšno vizijo ima pa slovensko lesarstvo? Imamo. Kaj bomo gradili, na čem bo temeljila ta vizija? Mi veliko vemo, veliko se pogovarjamo, na pravi poti smo, ampak vizije nimamo. In če govorimo o priložnostih in izzivih, ki bi pomagali graditi to vizijo, poglejmo enega od teh, rastoča mesta, world housing, climate change, to sta dva nasprotujoča pojma. Če bomo gradili mesta, ki bodo rasla, pogledajte, 70% ljudi bo do 2050 živelo v mestih. Zato, ker je pač to trend. Da je 3 milijarde ljudi do leta 2030, da bo 3 milijarde ljudi potrebovalo zavetišče. 3 milijarde ljudi, to je 40% svetovnega prebivalstva. Da je milijarda ljudi trenutno živi v bednih, prenatrpanih mestnih četrtih. Da je 100 milijonov na svetu brezdomcev, 50 Slovenij. In da vsak dan, da bi morali vsak dan zgraditi 100 novih domov, da bi zadostili tej potrebi. A ni to največji gradbeni izziv na svetu? No, to smo že videli. Gradbeništvo povzroči 30 do 40% vseh toplogrednih plinov, 20% vsega CO2 na svetu, stavbe nosijo odgovornost za onesnaževanje in klimatske spremembe, zgradbe porabijo 20% vse vode, 25% vse energije, pridelajo 25 do 40% vseh trdih odpadkov, to vemo. Poprečna lesena hiša je mogoče podatek, skladišči 28 ton ogljika, 7 let vožnje z osebnim avtomobilom. Vsi materiali v gradbeništvu pri svojem nastanku CO2 sproščajo, samo les ga porablja. Les nastaja z najpopolnejšo tehnologijo za skladiščenje CO2, fotosintezo. Če je kdo bil v Milanu, je poleg slovenskega paviljona videl avstrijskega. In kaj je bila njihova zgodba? Fotosinteza. Dihanje. Prišel si not, breath. Informacije, mogoče tako, da vidimo, da nismo sami, ki smo na nekem začetku. March, torej lani, Department of Agriculture doesn't usually middle architecture, torej arhitektura, zelo pomembna, ampak ta teden White House announced an unusual project. 1 milijon denarja za tekmovanje, za razpis of high-rise buildings built out of wood and another million that will go for educating architects about it. Related to American architects are thinking about timber construction. The problem the White House wants to solve is where they get it from. The London Towers timber was sourced by a company in Austria called Kyle Howe, which pioneered the manufacture of the stuff. In ta stavek je zdaj. But the US government would like that wood to come from the USA, not Europe. In mi imamo v Avstriji 8 fabrik. Če se ne motim, da se pravo, Bruno, v Sloveniji jih imamo pa koliko za cel te? Niti ene. In Japonska,
Japan intends to build up its own CLT industry. The aim is to create capacity of 500,000 kubičnih metrov do leta 2024. To so nastavki za vizijo. In zdaj, kot podlaga za slovensko vizijo, tisto, o čemer že ravno v tem prostoru leta 2010, ali lahko lesena hiša gospodarska in družbena ikona Slovenije. Pa bom samo nekaj stvari, ki sem jih namaštal. Lesena hiša kot kompleksno, vključujoče in povezovalno. Lesena hiša kot sreča ti tebe. Kot narod, prijatelji, vse. Lesena hiša kot znamka za gospodarstvo in družbo. Lesena hiša kot prihodnost, zelena, inteligentna. Lesena hiša kot arhitektura, ki zbližuje in raste ljudmi. Kot razvoj za podeželje in mesta. Kot izvozni in uvozni koncept. Kot občutek, kot dober dan. Paul Virilio, francoski urbanist, arhitekt, dromolog, za popotnico pri snovanju naše vizije. Pravi, če hočemo biti veliki, moramo biti najprej majhni. Za nami je neoprosljivo stoletje, stoletje Hirošime in Auschwitza, tudi arogantno stoletje, ki ga je zanimalo le tisto, kar se je že realiziralo, kar je že veliko. Kar pa je veliko, nima prihodnosti. Privlačnost minornega je, da ima svojo prihodnost v svoji sedanjosti. Je v razvoju, torej smo v razvoju. Torej začnimo graditi našo mesto in hišo iz lesa. Hvala.